Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas pripravljamo oddajo Župan za vas in predstavljamo dogajanja v pomurskih občinah. No, tokrat smo se odpravili v občino Moravske Toplice, da pokukamo, kaj se v občini dogaja. In s tem namenom smo pred naš mikrofon in pred našo kamero povabili podžupana Moravske Toplic, gospoda Sašo Koca. Gospod Koca, lepo pozdravljen pred našo kamero. Lep pozdrav, dobrodošli. Tokrat za spremembo zunaj studia v našem prekrasnem parku, Parku Reformacije v Moravskih Toplicah, malo bolj v naravi, kar je tudi fajn vmes. Je morda to tudi z namenom danes tukaj, kajti imeli ste pred dnevi strokovni posvet o športu in turizmu, kjer se seveda veliko govorilo tudi o gibanju, naravi in zdravju. Pa morda, če za gledalke in gledalce poveste kaj več o tem glavnih poudarkih, ki so bili tega posveta o športu in turizmu, ki je bil pri vas v Moravskih Toplicah. Ja, minule dni je v Moravskih Toplicah potekal ta posvet z imenom Šport in turizem. Turizem in šport z roko v roki. Letošnja tematika sta bila kolesarstvo in pohodništvo. Tokrat je bil ta posvet organiziran že tretjič. Plan za naprej je še razširiti zgodbo posveta, ker že tretje leto rastemo s to zgodbo in začeti delati mogoče tudi kakšen kongres vseslovenski, skratka dvigniti nivo. Na tem posvetu je bilo nekje 80 sodelujočih, predavatelji, predstavljanje dobrih praks, mi kot lokalci, predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kakor tudi STO, Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, predstavniki, skratka pisana druščina. Na posvetu je najprej bilo plenarno zasedanje na temo razvojnih možnosti, kjer smo predstavljali, iskali rešitve, razpravljali na temo razvoja, turizma, športa, pohodništva in kolesarstva in tudi pripadajoče infrastrukture. Potem drugi del posveta je bil predstavitev dobrih praks, predstavljale so se različne dobre zgodbe v regiji in širše. Na koncu pa zaključek, pa neke športne aktivnosti, tako da dan poln vsega. Kako vi gledate recimo na Moravske Toplice, bom rekel, na zemljevidu turizma Slovenije? Sigurno med prvih 10 na top lestvice. Moravske Toplice imajo dolgo tradicijo turizma, nekdaj manjša vas se je sedaj razvila v turistično središče regije z okrog 600 tisoč nočitvami, to ni malo. Tem ljudem je potrebno zagotoviti servis, ponudbo, vse živo, skratka turistično središče regije. Čas je že, da dvignemo nivo turizma v samem kraju in v okolici, ker v samem kraju pogrešamo dve stvari, ki imate že daljšo brado, to je središče Moravskih Toplic, center dogajanja, pa morda naša dolgoletna želja, večnamenski prostor na obrobju Moravskih Toplic, kjer bi bil tudi dogajanja na višjem nivoju. Torej, na samem posvetu ste se tudi pogovarjali o pridobivanju sredstev za ureditev središča Moravskih Toplic, pa morda so kakšna sredstva na vidiku, oziroma kaj se na tem področju kaj dogaja? Ja, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij so predvidena sredstva, vendar ne tako, kot bi si mi želeli, da bi bil prav razvoj, doprinos dodane vrednosti, ker v turizmu, veste, je dodana vrednost izredno majhna in izredno težko je ustvariti. So pa neki projekti, recimo projekt ozelenitve Moravskih Toplic, vreden slab 1 milijon evrov, to je potem parkovna ureditev, urbana oprema, otroška igrišča, drevoredi po celotni vasi Moravske Toplice v tem spodnjem delu, pa v okolici zdravilišč, vrtcev in tu. Pogrešamo pa res tisto, da bi pa sredstva bila za infrastrukturo, ki pa prinaša dodano vrednost, kot je trg, središče, nedaleč stran od tu, kjer sediva, da bi res tam ustvarili en center dogajanja, dogodkov, poletno dogajanje in tako naprej. Kako daleč je do realizacije teh načrtov? Dolgo leta smo se sedaj ukvarjali s papirologijo, to je s prostorskim aktom tega središča. Lani, oziroma predlani zdaj že, ko so bile na Koroškem poplave, smo bili tik
pred tem, da sprejmemo občinski podrobni prostorski načrt za to območje. Vendar tik pred sejo smo dobili strani Ministrstva za naravne vire in prostor obvestilo, da se postopki ustavljajo zaradi poplav in da bomo morali narediti poplavno študijo. Mi smo to naredili, trajalo je 1 leto več. Predvideni so bili ukrepi, se pravi zaščita Moravskih Toplic pred zalednimi vodami. Mi smo to uredili v prvi fazi, drugo fazo bomo pričeli kmalu, vendar smo ta čas izvedeli, da se ministrstvo odločilo, da to več ni potrebno generalno za vso Slovenijo, zato smo zdaj tik pred tem, da naslednji seji sprejmemo ta prostorski akt, ki je pa osnova za gradbeno dovoljenje in tako naprej. V občini date veliko tudi na kolesarskem turizmu, pa na samem tem strokovnem posvetu je bila tudi govora o tej kolesarski povezavi med Prekmurjem in Prlekijo, torej na liniji Moravske Toplice-Ormož, torej poveza dve taki zanimivi turistični destinaciji. Kako daleč je s to kolesarsko povezavo? Ja, na posvetu je ormoški župan, gospod Vrnjak, predstavljal to zgodbo, se pravi kolesarska povezava Moravske Toplice-Ormož. Res je ena krasna zgodba. Naš del, ki še ni zgrajen, je od Bogojine do občine Beltinci, to je vas Gančani. Isto tako, kot sem prej omenil, ta mehanizem dogovor za razvoj regij, ta kolesarka je notri, imamo sprojektirano, gradbeno dovoljenje in vse je že izdano, zemljišče odmerjeno, skratka ready to go projekt. Je uvrščen v dogovor za razvoj regij, vendar se je zapletel pred tem, ker so neke zahteve po občinski celostni prometni strategiji. Ves čas nam je bilo razlagano, da ker Beltinci to strategijo imajo, da je to zadosti. Mi sicer to strategijo zdaj pišemo, ustvarjamo, prek razpisa smo pridobili sredstva za njo, vendar da malce nenavadno se mi zdi, da je en dokument, ki stane nekje 10 000 evrov, zdaj ogroža, ker ga nimamo, projekt, ki je vreden preko 3 milijone evrov, da zaradi enega dokumenta pade celoten projekt, je zelo žalostno. Vendar ja, trudimo se, dogovarjamo se, kličemo na ministrstva, nimamo še točnega odgovora. Mi smo vse naredili, kar smo lahko, ta zahteva v tej strategiji pa nam ni točno jasno, zakaj bi jo rabili. Zdaj, če bomo samo te strategije delali, pa dokumente pisali, ne bomo v naravi nič naredili. Mi vseeno potrebujemo infrastrukturo. Papir na papir, ja. V naravi pa nobene infrastrukture ne zgradimo, pa imamo vse papirje, da bi lahko, to mi je malo nenavadno in ne razumem tega delovanja, ker če imamo vse papirje, vse gradbena dovoljenja, vse parcele odmerjene, da nam ta en papir, ki ga nimamo, bomo ga pa imeli do konca septembra, da nam zdaj v teh parih mesecih, ko ga nimamo, lahko projekt pade, da ne bom rekel nezaslišan. Torej, držimo pesti, da vam bo uspelo. Sami ste omenili projekte, projektno delo. Nekako ste v zadnjih letih dali večjo pozornost prijavi raznih projektov. Bili ste tudi uspešni, nedavno na interregih Slovenija, Madžarska in Slovenija, Avstrija, kjer ste dobili 2 projekta, Bio Jam Twin in pa Dirdet. Pa če morda kaj več poveste o teh 2 pridobljenih projektih, ki boste v naslednjih letih izvajali skupaj z partnerji iz Avstrije in pa iz Madžarske. Ja, mi sicer iščemo vsako možnost in se probamo prijaviti z dobrimi projekti, z dobrimi idejami, ki jih naumimo na občinski upravi s svojimi sodelavci. Projekt Slovenija-Avstrija, se pravi digitalni dvojček je vsebina, umetna inteligenca je zadaj, bomo seveda s partnerji, strokovnimi partnerji iz Avstrije in Slovenije probali ustvariti eno orodje, ki bo pomagalo pri prostorskem načrtovanju, da ne bomo rabili ne vem koliko papirjev, recimo za središče Moravskih Toplic oziroma obrobje. Čisto praktično bom povedal, recimo boš vnesel, kaj želi zgraditi tam pa tam in ti bo digitalni dvojček naprej povedal, kako bo to vplivalo na promet, na kanalizacijske sisteme, vodovod, skratka vse potrebe, ki prinesejo to za sabo. S projektom štartamo 1. avgusta, na to sem zelo ponosen, projekt je okrog 1 milijon evrov skupaj s partnerji. Zdaj za Slovenijo, Madžarska podoben projekt, pa ne bi dosti razlagal, ker smo zgolj dobili še obvestilo, da je naš projekt potrjen in tečejo še ti procesi do podpisa pogodbe.
Potem izvajate z aprilom tudi transnacionalni projekt, ki je namenjen za oživljanje podeželja, Danube for Rural, pa morda kako je bom rekel, vsemi prvimi aktivnostmi v projektu, torej kaj se tam vse dogaja? Marsikaj se dogaja, ja. Mi smo ta projekt tudi prijavili z dobro vsebino, se pravi vsebino, iskali smo rešitve, ki jih ima vsa regija, vsa država, ves zahodni svet. To je demografija, težave z demografijo. Podeželja se nam prazni, urbane centri sicer po številu prebivalstva rastejo, nam pa tukaj kronično primanjkuje ljudi. In smo zato iskali rešitev, našli smo, oziroma iskali bomo jo v tem, da bomo privabljali delavce, visoko kvalificirane, ki lahko delajo nadaljavo. Mi jim omogočimo odličen življenjski standard, naša občina ima povsod infrastrukturo, internetno predvsem, zgrajeno. Začelo se je, kot ste rekli, 1. aprila. Že smo imeli vse partnerje projekta, to jih je 11 iz regije Podonavja, se pravi mi v Sloveniji, Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna Gora, Romunija, Bolgarija, Madžarska, Slovaška in potem Avstrija. Vsi so bili na prvem sestanku pri nas v Moravskih Toplicah, 3 dni je potekal. Imeli smo se dobro, začrtali cilje, vsak razdeljene naloge, zaposlena na občini kot vodja projekta se ves dan trudi, ravno kar, ko mi dva ta intervju delava, je z še enim sodelavcem v Bukarešti, kjer pred vsemi predstavniki te podonavske regije, ki so v teh evropskih Interreg sistemih, projekt predstavlja, ker je bil najboljše ocenjeni izmed 80 prijavljenih projektov in so jim povabili na sestanek, kjer to predstavlja. Tako da zelo sem ponosen, da smo s tem projektom uspeli in ga peljamo. Kot rečeno prej 2 Interreg projekta, evropska sredstva. Še nas čakata, pri vseh 3 projektih smo mi vodilni partner, zdaj zneskovno, vrednost teh evropskih sredstev pa je okrog 3,5–600 milijonov evrov pridobljenih sredstev, da delež občine tu ima svoj delež, ostalo gre naprej partnerjem. Skratka, zelo sem ponosen, kar delamo. Kako vam je to uspelo? Ker eni župani jamrajo. Zdaj, če bi samo jamrali, pa čakali, da nekdo pride pa potrka na vrata, če bi to imeli, te biš tudi mi samo jamrali, pa čakali, pa sedeli, pa nič se ne zgodi. Brez truda, brez iskanja rešitev, iskanja primernih priložnosti, se pravi razpisov, eno drugo, naumljanja idej, pa malo drznosti, da na papir vse, kar misliš, napišeš in misliš, da je dobro, vlogo daš, vidiš, da si očitno dobro mislil, projekti so potrjeni. Dobra zgodba mora biti dobri sodelavci, predvsem dobri sodelavci v občinskih upravi, podpora župana, župan je vedno za te stvari. Skratka, ekipa je odlična na občinski upravi, ja, to je osnova za karkoli. Kaj pa planirate še v prihodnosti? Boste kaj izdali, kakšne plane na področju projektnega dela še? Boste kaj prijavili, kaj posebnega? Najprej moramo, tako bom povedal, pasti na realna tla, da vidimo, kam smo sploh šli, ker smo šli zelo daleč, zelo velike čevlje smo si obuli, sicer sem siguren, da imamo tudi noge zadosti velike, tako da ne bo težave. Ja, najprej moramo vpeljati stvari, en projekt že teče, ta največji Podonavje, za drugega imamo že vse pripravljeno, tretji, ki bo pa štartal jeseni, pa zdaj, ko vse te stvari urejam. Tako da, ko vpeljamo te zadeve, pa kako sem prej razlagal, infrastrukturni projekti, kolesarka, središče Moravskih Toplic, dvorana, ozelenitev Moravskih Toplic, parkovna ureditev, potem še imamo inkubator v Noršincih, tudi iz mehanizma DRR. Najprej to, pa to dobro narediti, potem korak po korak. Kot občina pa podpirate tudi gasilska društva. Tako ste tudi konec maja imeli prevzem gasilske cisterne v Moravskih Toplicah. A bodo s tem občani Moravskih Toplic bolj varni pred požari in drugimi naravnimi nesrečami? Vsa zakonska naloga občine je, da skrbi za požarno varnost na svojem območju. In kar se tiče nabave cisterne, naša gasilska zveza Moravske Toplice, 27 društev plus k nam v našo zvezo spada tudi društvo iz Kobilja, je pred leti, 10 let več nazaj sprejela en načrt 30-letni
kdaj in kje se na podlagi analize, kdaj in kaj se bo nabavljalo za vsako društvo, oprema, vozila. In letos je na vrsto prišlo naše osrednje društvo, to je Prostovoljno gasilsko društvo Moravske Toplice, z nabavo nove avtocisterne GVC1. Stavlja nekje 300 000 evrov, občina je premaknila delež v znesku 250 000 evrov. In na podlagi statistike je itak osrednje društvo na vsako intervencijo izvozi. Prireditev pa je bila 31. maja pri Starem lovskem domu, bilo je prijetno, ogromno ljudi, dober program. In ja, skrbimo za varnost. Naši občani se lahko počutijo še bolj varne, kar se tiče požarne varnosti, naravne nesreče, ker ta sistem deluje pri nas. Tudi ponosen sem na dobro delovanje civilne zaščite, magister Slavko Škerlak, ki vodi to civilno zaščito, odlično sodeluje z gasilsko zvezo, z vodstvom. In ko do česa pride, se to dogaja tako na istem nivoju. Civilna zaščita, gasilska zveza, občina, vse sinhrono deluje, ko se kaj zgodi, tako da imamo vpeljane zadeve in ta cisterna je samo ena češnja na smetani še zraven. So pa tudi druga društva deležna opremljanja. V naslednjem letu sledi PGD Martjanci z vozilom GVV, gasilsko vozilo z vodo. To je manjše vozilo, potem sledijo še Krnci, pa tako naprej. Vsako leto 2 ali 3. Ne nabavljamo pa toliko avtocistern, ker jih pa ne potrebujemo. Po nekih vaseh ocena je, da to dovolj, recimo Filovci, Selo, Prosenjakovci, oziroma Prosenjakovci, ja. Potem se Beborci, zdaj Moravska Toplica, Tešanovci. Vozilja zadosti, ko pride do nečesa v občini. Tako da varnost, požarna varnost, druga varnost je na prvem mestu pred nas. Tako da, kot sem rekel, to je samo še češnja na smetani, kar se tega tiče. Poletje se začenja, prihaja ta poletna sezona, ko bo v Moravskih Toplicah veliko obiskovalk in obiskovalcev, pa tudi turistov. Vsako leto pripravljate veliko dogajanja tukaj v Moravskih Toplicah, ki je zanimivo tako za turiste kot za domačine. Pa če morda za gledalke in gledalce poveste kaj več, kaj se bo tukaj dogajalo pri vas v Moravskih Toplicah čez poletje. Ja, naš TIC vsako leto pripravi dogajanja z imenom Poletje v Moravskih Toplicah. To je ogromno dogodkov, glasbenih dogodkov, kulinaričnih dogodkov, vse žive vrste dogodkov, ogromno jih je. Pa dobro pa, ko ste poudarili, da ni to samo za turiste, tudi za domačine, ne? Ker ne delamo to samo za turiste, ampak predvsem tudi za domačine. Dogajanje je bolj časovno dano na konec tedna, od četrtka naprej, četrtka do nedelje. Ja, nestrpno pričakujemo, zato bi tudi povabil vas, vaše gledalce, gledalke, da se nam pridružijo pri kakšnem dogodku v Moravskih Toplicah čez poletje. Gospod podžupan, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimive informacije, ki ste jih podali našim gledalkam in gledalcem. Hvala, da ste prišli v Moravske Toplice, v ta prelepi park, da ste malo začutili utrip, kak je kaj pri nas. Hvala.